si mesto radosti, mogočen svoji si lepoti. Za tvojim sinci živela sta človeka, iskala sta bogatstvo za nebesa. Po bližnosti v boštvu sta srečala Boga, z ljubeznijo odkrivala neresničnega sveta. Molitvi moči iskala sta, a nam pokazala sta pot do stvarnika sveta. Pustimo se v nebo, saj Jasliške ceste nas vabijo. Pustimo se v nebo, Frančišku in Klari nas kličajo, da tudi mi spoznali bi svobodo v ljubezni, da tudi mi spoznali bi smisel strpnosti. Hvala Jezus in Marija. Dragi prijatelji, danes bomo spoznali zaprti red v kratkih orisih Klaris, sveta Klara Asiška. Prav je, da se spomnite velike svetnice, katere 755-letnico smrti smo letos obhajali. To je sveta Klara Asiška, mladika drugega reda svetega Frančiška Asiškega. Ko govorimo o enem, ne moremo ne, da bi rekli tudi nekaj o drugem. Zato bomo v tej oddaji govorili o obeh. Želim vam lep oziroma ugoden ogled oddaje in Bog daj, da oddaja doseže svojemu namenu. Želim vam dober sprejem. Sveta Klara se je rodila v eni izmed plemiških družin 1193. leta v Asiziju v Italiji, v mestu, kjer je tlelo nezadovoljstvo zaradi političnih razmer, kjer se je krepil sloj trgovcev, ki so se obogatili s trgovanjem doma in tujini in ki so bili vedno bolj neodvisni od tedanjih obubožanih plemičev, ki so si z orožjem v rokah želeli ohraniti oblast. Oče Favarone je bil plemenit in bogat mož. Za ženo si je izbral Hortulano, žensko, ki je tej plemenitosti dodala še ljubezen do Boga in do bližnjega. Pri njej se je zbirala tudi skupina žena, ki so se posvečale skrbi pomoči potrebnim, pobožnim vajam in tudi zahtevnim romanjem, kajti le-ta so bila lahko tudi nevarna, če pomislimo na v takratnem času med seboj sprta mesta. Ko je Hortulana pričakovala svojega prvega otroka in v skrbi zanj veliko molila, je pod križem zaslišala glas: Ne boj se, žena, ker boš zdravo in srečno rodila luč, od katere se bo razsvetlil sam svet. Hortulana si je te besede vtisnila v srce in svoji prvorojenki dala ime Klara, kar pomeni jasna. Klara je bila zvesta posnemovalka svoje matere. Posnemala jo je o pobožnosti in ljubezni do bližnjega. Mati jo je poučila o krščanskih resnicah in jo naučila moliti. Hortulana pomaga najbolj revnim in lačnim, Klara pa se odpoveduje najbolj izbranim jedem in jih pošilja potrebnim. Pri molitvi, ki jih daruje Gospodu, pa si pomaga štetjem kamenčkov. Čez 4 leta dobi Klara sestrico, ki dobi ime Katarina, katera se ji bo kasneje kot sestra Neža prva pridružila v novoustanovljeni skupnosti ubogih žena. Kot tretja se je v Favaronejevi hiši rodila Beatrice. V tistem času so se v Asiziju pojavili novi nemiri in boji med plemiči in ljudstvom. Le-ti napadajo gradove, tako da plemiči bežijo iz mesta v njim osovraženo Perugio. Tudi Klarina družina beži. V Perugii Klara najde svoje prijateljice iz Asizija
in tudi te se ji bodo kasneje pridružile ter oblekle s pokorno obleko. Klara je veljala za zelo vljudno in ljubeznivo ter čistega in ponižnega srca, tako da je vsakemu, ki jo je gledal, vzbujala občutek Božje prisotnosti. Taka je ostala tudi, ko se je družina vrnila v rodni Asizi. Klarin poklic se ni rodil iznenada, kajti nikoli ni bila daleč od Boga, vendar pa tak klic v duši človeka vedno povzroči in prinese spreobrnenje. Na zunaj je teklo življenje nespremenjeno, a v srcu je delala samo zato, da bi sledila Božji volji. Jezus jo vabi za seboj na točno določeno pot in Klara iz ljubezni do Kristusa ljubi, želi in išče trpljenje. Klaro žeja po trpljenju in Božjo slavo nosi pod obleko spokorniški pas, svojo prehrano skrči na minimum in čedalje bolj se zateka v molitev kot oporo svojemu spokornemu življenju. Stvarnost okrog nje bledi in se umika neki drugi, ki nastaja v njeni notranjosti. Ljubi samoto in išče mir. Noče gledati in noče, da bi jo gledali. Odkloni tudi poroko. Materi in očetu odločno pove, da si želi ohraniti za Boga. V letu, ko je bilo Klari 15 ali 16 let, se je v Asiziju veliko govorilo o sinu bogatega trgovca Bernardoneja, za katerega so mnogi mislili, da je nor, a le malo številni so ga imeli za svetniškega. Sin Petra Bernardoneja je bil v Asiziju zelo znan, saj je skušal blesteti in pritegovati pozornost nase. Nosil je tudi nenavadno ime Frančišek, Francozek, katerega mu je nadel oče zaradi svojih uspešnih trgovskih potovanj po Franciji. Mati Pika je bila Francozinja in mu je dala ime Giovanni, a ostal je Frančišek. Frančišek je povsod hotel biti nekaj posebnega. Najprej ga je zamikalo svetno razkošje. Dal si je sešiti obleko, pol iz dragocenega blaga, pol iz grobega. Plačeval je račune za veseljačenja svojih vrstnikov ter se navduševal nad orožjem in želel postati vitez. Vendar pa je bil kljub veseljaškemu življenju nadvse ljuden, prijazen, zmeren v besedah, sovražil je prostaštvo ter bil zgleden v odnosu do žensk. Do revežev je bil dober in darežljiv. Neki zelo preprost mož iz Asizija je pogrnil preden plašč ter obleko in razglašal, da zasluži počastitev, kajti trdil je, da so ga nebesa določila za velike stvari in da ga bo častil ves svet. Leta 1202 je branil svoje mesto proti Perugii. Verožani pa so ga ujeli in odvedli v ujetništvo, kjer je ostal 1 leto. Po vrnitvi je hudo zbolel. Ko je okreval, se je zopet vrnil k posvetnemu življenju, a brez veselja in z nekim nemirom v srcu. Na neki poti je srečal viteza plemenitega porekla, ki je bil reven in slabo oblečen. Niti trenutek ni pomišljal. Slekel je svojo obleko in vanj oblekel reveža. Njegova želja in prepričanje je bilo, da bo postal mogočen knez. Bog pa je Frančišku poslal sanje, zdelo se mu je, da vidi mogočno in lepo palačo, v njej pa veliko orožja zaznamovanega s križi. Frančišek je vprašal, čigavo je tisto orožje. Glas iz nebes pa mu je odgovoril, tvoje in tvojih vitezov. Frančišek ni razumel teh besed in se je v popolni bojni opremi odpravil v Puljo, od koder se je vrnil z nenavadnim izrazom na obrazu in se
Navdušenje za vojaške podvige ga je minilo. Na poti je namreč hudo zbolel ter v ročici, ki ga je kuhala, zaslišal Gospodov glas, ki mu je rekel: Vrni se domov, tam boš izvedel, kaj moraš storiti. Vrne se v Asizi, kjer ga ne potolaži več posvetno življenje, temveč premišljevanje in molitev. V samotnih votlinah okrog Asizija najde primerno zatočišče. Leta 1206 mu je isti glas med molitvijo pred podobo križanega Jezusa v razmajni cerkvici svetega Damjana ukazal: Frančišek, daj, obnovi mojo hišo, ki se kot vidiš podira. Gre za simboličen ukaz, ki zaupa Frančišku veliko nalogo, da obnovi Božja načela v Kristusovi cerkvi, ki so jo načele krive vere, pokvarjenost in trgovanje s cerkvenimi službami. Frančišek ni mogel razumeti skritega pomena, razumel pa je dobesedni pomen in z vnemo je začel obnavljati cerkvico. Da je prišel do denarja, je prodal mnogo dragocenega blaga iz očetovega skladišča in še konja. Očetu taka sprememba ni bila všeč. Ko je oče poklical svetega Frančiška na sodbo pred asiškega škofa, da bi se pred njim odpovedal očetovi dediščini in mu vrnil, kar mu je še ostalo, ni čakal na razsodbo in se ni branil. V hipu si je slekel in vrnil očetu ter reče: Doslej sem tebe na zemlji klical oče, odslej pa bom zares mogel reči: Oče naš, ki si v nebesih, kateremu sem izročil vse dobrine in vse zaupanje. Ob nepričakovanem dejanju Božjega moža je škof skočil pokonci, usmiljeno dober ter ga ves v solzah objel in ogrnil s svojim plaščem. Vse to dogajanje je prihajalo na ušesa in srce Klari, ki se je v mislih večkrat vračala k besedam, ki jih je Frančišek izrekel svojemu očetu in škofu. To, kar daje človeku polet v hoji za Kristusom, je pot popolnega uboštva. Frančiškovo ni bilo niti grobo oblačilo, ki ga je samo uporabljal, dokler ni naletel na koga, ki ga je v Kristusovem imenu prosil zanj in je bil videti potrebnejši od njega. Frančišek je živel samo zato, da služi Gospodu, zaupajoč vanj, ki je rekel: Kaj bomo jedli, kaj bomo pili, kaj bomo oblekli, za vse te reči skrbe pogani, vaš nebeški Oče ve, da jih potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravico in vse te reči vam bodo dane za povrh. Ko je Frančišek vrnil očeto obleko, je v sivih halji umbrijskih kmetov s kapuco na glavi in prepasan z vrvjo začel oznanjevati evangelij v svojem mestu. Vsak govor je začel z voščilom mir in dobro, ki je postal geslo Frančiškovega gibanja. V srcih meščanov, ki so ga prej prezirali in odganjali, ker so menili, da je blazen, so pozdrav in govori začeli puščati sledove. Nekateri so se mu želeli pridružiti. Klari je dobro znano, kako živi Frančišek, zato je bratom na skrivaj pošiljala miloščino. Ko pa ji je postalo jasno, da se Kristusu ne moreš pristno in popolnoma darovati drugače, kakor da se odpoveš vsakršnemu imetju, je njena pot določena za vselej. Iz ljubezni do Kristusa se bo odpovedala vsemu. Frančiškova pot bo tudi Klarina pot, vendar Klara še ne ve, kako naj se to uresniči, zato se v celoti prepusti Božji previdnosti. Bog pošlje Frančiška, da ji razjasni to pot, kajti njena pot bo dopolnjevala Frančiškovo.
Klara se, ne da bi starši za to vedeli, odpravi na pogovor s Frančiškom. Razodenjen v božji klic in tedaj jo Frančišek povabi, naj zaničuje svet in jo z žarečimi besedami prepričuje, kako prazni so upi, ki jih položiš na svet, in kako videz vara ter ji dopoveduje, naj se spreobrne k Kristusu in naj bi vse svoje življenje, vse vzgibe svoje duše in svojega telesa usmerila k ljubezni do Kristusa. Prvemu razgovoru so sledili drugi in Klara mu izroči svojo dušo, da bi jo vodil po božjem načrtu in ga ubogal vsem. Za Klarino samodarovanje izbere cvetno nedeljo in tudi sam bo deklici dal zapoved, o kateri govori Jezus: odpovej se sama sebi. Tako se je tudi zgodilo. Bratje so Klaro pričakali pri Porciunkuli in Frančišek jo je posvetil Bogu. Znamenje posvetitve je ostrigal njene bujne lase. Klara pa je na kolenih pred devico angelov izrekla svoj da in ta da bo veljal za vse življenje. Kljub nasprotovanju domačih je vztrajala v svoji odločitvi in šele ko so videli njene ostrižene lase, so odnehali v prigovarjanju. Ni minilo 16 dni, ko se Klari pridruži tudi rodna sestra Katarina. Vendar je imela ona večje težave z domačimi, saj so jo želeli odpeljati silo. Vendar jim ni uspelo. Tudi njo Frančišek posveti in ji da redovno ime Neža, kar postane prva Klarina učenka v Kristusovem uboštvu. Obe Frančišek odpelje k svetemu Damjanu, ki postane svetišče uboštva. Pri svetem Damjanu ni ničesar, kar ne bi govorilo o uboštvu in molitvi, ker ne bi klicalo k enemu samemu iskanju Boga, iskanju, ki mu je bilo neznosno breme vse, kar ni nujno potrebno. To ostane Klara vse do smrti. 42 let molitvi, tišini, uboštvu, pokori in ljubezni do Boga in sosester. Kmalu se prvim sestram pridružijo še ostala dekleta, ki želijo živeti kot Klara. Pri svetem Damjanu se rojeva nov red ponižnosti in uboštvu, ki nima drugega cilja kot slediti Kristusu vse do križa, saj živijo kot uboge sestre v sestrski povezanosti in polni odprtosti Gospodovemu duhu. Ko je Frančišek dobil 11 privržencev, je menil, da mora pridobiti od papeža dovoljenje za pridiganje in za življenjsko vodilo, redovna pravila za sobrate. Inocent III. Je ustno odobril vodilo, čeprav je v začetku imel nekaj pomislekov zaradi nekaterih prestrogih pravil. Dvome je razblinilo papežovo videnje. V sanjah je videl, da grozi lateranski baziliki propad in ubogega, majhnega, nepomembnega človeka, ki jo podpira z rameni. Ta bo nedvomno podprl cerkev, si rekel papež, ter jo branil z dejanji in naukom. In Inocent III. Potrdi vodilo manjših bratov. Tudi uboge sestre pri svetem Damjanu obljubljajo pokorščino svetemu Frančišku in jim on jim izroči vodilo, po katerem naj bi se ravnale. Znano je pismo Jakoba Vetrinskega, ki je bil posvečen v škofa Akriju, v katerem piše: Našel sem v tistih krajih osebe obeh spolov, bogate in laiške, ki so se zaradi Kristusa odpovedale vsakršnemu imetju in zapustile svet. Imenujejo se mali bratje, prav nič se ne vmešavajo v posvetne stvari, pač pa se vsak dan z gorečim hrepenenjem in ognjevito zavzetostjo trudijo, da bi iztrgalo posvetnim ničevostim duše, ki so pred pogubo.
Ti ljudje živijo, kakor je živela prvotna cerkev, o kateri je zapisano: množica verujočih je bila eno srce in ena duša. Čez dan prihajajo v mesta in se trudijo, da bi pridobili za Gospoda še druge. Po noči pa se vračajo v svoja puščavniška bivališča ali kakšen samoten kraj, da bi se posvetili kontemplaciji. Ravno tako so bratje, kot bratje živijo uboge žene v majhnih samostanih nedaleč od mesta in ne sprejemajo nobenih darov, marveč živijo od dela svojih rok. Zanje je prav tako značilno, da se odpovedujejo svetu in se odrekajo posvetnosti. Ne menijo se začasne dobrine, marveč le zato, da bi osvojile duše za Kristusa. Uboge sestre pa ne živijo na enak način kot mali bratje. Bratje potujejo, sestre pa živijo v samostanih in živijo skupno življenje in jih ne zapuščajo. Klara in njene sestre se pod Frančiškovim vodstvom odpovedujejo svetu brez pomisleka, kakor on. Z njim se globoko vključujejo v skrivnost ubogega in križanega Kristusa. Tako je tako imenovani drugi red vključen v Frančiškovo karizmo in pokoren istemu duhu, ki deluje po Frančišku, hodi isto kraljevsko pot kot prvi red, pot pokore. Sveta Klara v vodilu piše: najvišji Oče je blagovolil razsvetliti mojo dušo s svojo milostjo, da bi sledila zgledu in naukom našega preblaženega očeta Frančiška in bi delila pokoro. Hoja z evangelijem. Naš način življenja v redu ubogih sester, ki ga je ustanovil blaženi Frančišek, je tale: držati se svetega evangelija našega Gospoda Jezusa Kristusa, pot najstrožjega uboštva. Za vsele se držimo uboštva in ponižnosti našega Gospoda Jezusa Kristusa in njegove presvete matere ter svetega evangelija, kakor smo trdno obljubile. Pot pokor krščanskega bratstva. Skrbimo, da bi zmeraj ohranile druga do druge povezanost v medsebojni ljubezni, ki je vez popolnosti. Pot zvestobe katoliški cerkvi. Zmerom bodimo vdano pokorne in uklanjajmo se volji svete cerkve, trdno zasidrane v katoliški veri. Iz pokorščine Frančišku in asiškemu škofu je Klara 3 leta po vstopu v cerkvico svetega Damjana prisiljena sprejeti službo opatinje in to službo potem opravlja do konca svojega življenja. Zase pridrži v samostanski skupnosti najponižnejša opravila, včasih šteje streči sestram, ko obedujejo in umivati noge zunanjim sestram, kadar se vrača v samostan. Glede posta in pokore je Klara stroga do sebe, a polna miline do tistih izmed svojih hčera, za katere ve, da večjih strogosti ne bi zmogle. Ni ji dovolj, da njene hčere uživajo božji mir, ne more prenesti niti, da telesno trpijo. Tedaj nad njihovo boleznijo dobrohotno dvigne svojo roko, znamenje križa in bolezen izgine. Tako s preprostim znamenjem križa ozdravi mnogo svojih hčera vsakršnih bolezni. Ko duhovna učiteljica Klara uči svoje sestre, naj preženejo svoje duše vsakršen ropot, da bi se lahko scela potopile edinole v globine božjih skrivnosti. Spodbuja jih, da se ne menijo za zahteve svojih krhkih teles in naj s prevlado razuma brzdajo muhavosti mesa. Klara se zadovoljuje s haljo iz grobega, volnenega, doma tkanega blaga, kakršno so nosili umbrijski kmetje, pod njo pa se prepaše z ostrimi spokornimi pasovi. Vendar pa post in pokora, ki si jo Klara nalaga,
hitro prizadeneta njeno zdravje, posebno še, ker se Klara 3 dni v tednu zdrži vsake hrane. Frančišek in asiški škof ji zato v imenu pokorščine ukažeta, naj v tistih dneh zaužijo vsaj 50 gramov kruha in Klara uboga. Red malih bratov in ubogih sester svete Klare se je rodila v srcu svetega Frančiška na začetku njegovega spreobrnenja kot en sam red iz enega samega navdiha. Nekaj dni pred smrtjo napiše Frančišek za sestre svojo poslednjo voljo. Jaz, mali brat Frančišek, hočem posnemati življenje in uboštvo našega najvišjega Gospoda Jezusa Kristusa in njegove presvete matere in vztrajati v tem do konca. In vas, moje gospe, prosim in spodbujam, da vselej živite to preprosto življenje in to uboštvo in skrbno pazite, da se nikoli in na noben način ne odmaknete od tega, tudi če bi vas kdo v tem navajal ali k temu spodbujal. Življenje svete Klare je bila ena sama molitev. Edino oporo ima v veri, svoje edino bogastvo pa v Božji slavi. Boga in tiha stoji ob Kristusu ter v prisotnosti Očeta v njegovi noči na gori za življenje sveta. Uboštvo je zanjo neizogiben pogoj, da se lahko razveže vseh vezi, ki bi jo ovirale pri njenem čaščenju Boga. Pokorščina ji služi, da se odpoveduje sama sebi. Klauzura pa pomeni višek uboštva in pokorščine. Sicer pa tisti, ki se je odpovedal vsem stvarem in sam sebi, da bi živel edino le za Boga, od Boga in z Bogom, nima od časnih človeških stvari nobenega užitka več in mu je v nelagodje gledati ljudi, ki se ženejo za tolikimi znamenji in zanimanji in se obadajo s tolikimi stvarmi razen s tistim, da bi ljubili Boga in ga častili. Klara v svojem življenju, odkar se je vsa posvetila Bogu, spokojna in vesela, da le to prehaja tudi na njene hčere, če jo le pogledajo. Takšni so sadovi, od katerih prihaja sveta Klara, ko spet in spet premišljuje o Kristusovem rojstvu in trpljenju. Prezvišeno uboštvo Klara zagovarja tudi po Frančiškovi smrti. Takole pravi v enem od pisem sveti Neži Praški: Samo ubogim Gospod obljublja in daje nebeško kraljestvo, zakaj če človek naveže srce na stvari tega sveta, so zanj sadovi ljubezni izgubljeni. Svojim zgledom je Frančišek dokazal, da človek ne potrebuje ničesar razen Božje volje in da ne sme iskati ničesar razen Božjega kraljestva, to pa pripada ubogim. V letih 1215 ali 1216 izprosi Klara pri apostolskem sedežu tako imenovani uboštveni privilegij po svoje edinstveno listino, v kateri svetnica na svojo zahtevo dobi papežovo zagotovilo, da nihče ne more prisiliti ne nje, kakor tudi njenih učenk, da bi sprejele kakršnokoli posest. Uboštvo ne pomeni prosjačenja. Kdor steguje sočloveku roko v pohlepu, da bi posedoval, je mnogo manj ubog od tistega, ki poseduje mnogo, a ni navezan na svoje imetje. So reveži, ki bi na smrt sovražili človeka, ki bi jim odvzel tisto malo, kar imajo. Ti niso ubogi, tudi če jih ima morda svet zaradi obleke za takšne. Njim ne velja, kar je rekel Jezus, blagor ubogim v duhu, kajti njih je nebeško kraljestvo. Ubogi pa so vsi tisti, katerim je vse eno, ali imajo ali nimajo, vsi tisti, ki so zadovoljni s tistim, kar jim Gospod daje, prepričani, da je tega ravno toliko, kolikor je treba, da dajo Bogu tisto najvišjo hvalo, ki jo zahteva od njih. Ubogi so tisti, ki se umirijo v Božji volji, kakor se javlja iz hipa v hip.
Res je, da je Bog tisti, ki ni navezan na imetje, čeprav ga poseduje, toda kdor hoče tesneje slediti Kristusu, čuti vsako imetje za neznosno breme. Prav to je najvišji sad oboštva, da svobodi dušo od vsega in jo napravi razpoložljivo, da si v polnosti osvoji Boga. Čim bolj se človek osvobaja od vsega, tem več prostora najde Božja milost, da se razmahne in deluje. Čim bolj se razmahne milost, tem bolj je duši v breme vse, kar ni Bog sam. Absolutno oboštvo je torej istočasno potreba duše, ki jo žeja edino le po Bogu, in odraz dela, ki ga je milost opravila in ga po stopinjah opravlja v duši. Iz ljubezni do ubogega Kristusa je Klara sklenila z oboštvom tako močno vez in ga je tako zljubila, da ni hotela imeti ničesar razen Kristusa Gospoda. Svojim hčeram ni dovolila posodovati ničesar. V vodilu jim piše: sestre naj nimajo ničesar svojega, ne hiše, ne prostora, ne kake reči, ampak naj služijo Gospodu v boštvu in ponižnosti kot popotnice in tujke na tem svetu, zakaj Gospod je postal Bog za nas. Vendar oboštvo ubogih žena ne pomeni, da bi se po pomoč zatekale k bližnjemu, ampak da pridno delajo, na tujo velikodušnost pa naj se obrnejo le tedaj, kadar delo ne zadostuje za življenjske potrebe. Na delo pa je treba gledati v zvezi z molitvijo kot na pomoč k molitvi, ne pa na skrb za preživljanje sester. Za sveto Klaro je prvi cilj ljubiti Boga v delu, kakor ga ljubimo v kontemplaciji. Sveti Frančišek je bratom predpisoval, naj delajo kjerkoli so že, ne da bi kdaj zahtevali plačilo, pač pa ne bodo zadovoljni s tem, kar dobijo, pa tudi v tem naj ne vidijo plačila za svoje delo, ampak miloščino, ki jim jo je dala ljubezen bližnjega. Tako velja tudi za sestre. Tudi v zadnjih letih in mesecih svojega življenja se je svetnica posvečala obrambi popolnega oboštva. Klara je za svoje sestre sestavila vodilo, ki pa še ni bilo potrjeno od papeža. Zato je bila njena velika želja, da bi Jezusov namestnik potrdil vodilo še pred njeno smrtjo. To se je dejansko tudi zgodilo, saj je 10. avgusta 1253, dan pred smrtjo, eden od bratov prinesel isto papežovo potrditev, katerega je hotela zase in za sestre za zmeraj. In naslednji dan je Klara brez grešnega madeža prišla v svetlobo večne luči. Klara je bila dejavna tudi po svoji smrti, saj je papež po njenih številnih čudežih že 2 leti po smrti razglasil za svetnico. Svetost pa je v tem, da se v polnosti velikodušno trenutek za trenutkom predajaš Božji volji, pa kjerkoli ali kakršnakoli že je. Bistvo je, da človek ne spremeni lestvice vrednot, na kateri pa je Bog in Božja slava na prvem mestu, na zadnjem pa naše samoljubje. Samo eno je potrebno: ljubiti Boga. O blaženo oboštvo, njim, ki te ljubijo in se te oklepajo, podarjaš večno bogatstvo. O sveto oboštvo, tistim, ki se te držijo in po tebi hrepenijo, obljublja Bog nebeško kraljestvo in jim s trdno gotovostjo naklanja večno slavo in blaženo življenje. O dobrotljivo oboštvo, Gospod Jezus Kristus, ki je vladal in vlada nebo in zemljo, ki je rekel in sta nastala, se te je oklenil bolj, kakor česarkoli. Sestre svete Klare, Klarise so prvič prišle na slovensko zemljo leta 1300. Iz tistega časa so bili samostani v Mekinjah pri Kamniku, ki je bil tudi najbogatejši samostan na Slovenskem, samostan v Kopru in v Celju. Samostan v Mekinjah je bil razpuščen leta 1782 z jožefinskimi reformami.
Kopru, ki je spadal takrat pod Beneško republiko v času francoske revolucije po začetku 19. stoletja. V Celju pa je deloval samo 35 let. Na slovenskem ozemlju so delovali samostalni klaristi tudi v Šentvidu ob Glini, na Koroškem, Škofji Loki, Gorici in Ljubljani. Vsi samostani razen goriškega so pripadali klarisam, tako imenovanim urbankam, takrat katerim je papež Urban IV. Leta 1263 omilil zahteve po popolnem uboštvu, ki ga je v svojem vodilu dosledno zahtevala sveta Klara. Zato so bili takratni klariški samostani bogati, saj so vanj stopale v večini bogate plemiške in meščanske hčere, ki so prinesle samostanu tudi bogato premoženje. Avstrijski cesar Jožef II. Je z odlokom leta 1782 razpustil vse samostane, ki so bili brez koristi za državni blagor. Tako so bili vsi samostani klaris razen v Kopru razpuščeni. Klarise so odšle po raznih drugih samostanih, ki so še delovali, ker pa jim niso dovolili sprejemanja novink, so morale odhajati na tuje in so na slovenskem ozemlju izumrle. Šele leta 1978 so prišle prve 3 Slovenke iz zagrebškega samostana Nazarje. Pomagali so jim frančiškanski bratje, ki so jim odstopili del njihovega vrta z opuščenim cvetličnjakom. Leta 1982 je bila blagoslovljena klavzura. Z leti je v samostan, ki izpolnjuje prvotno vodilo svete Klare, vstopilo več slovenskih deklet, tako da je postal samostan v Nazarjah premajhen za vse. Tako je bila leta 2000 ustanovljena nova skupnost v Dolnicah pri Ljubljani. Redovnice se od vsega začetka posvečajo kontemplativnemu, to je bogomiselnemu življenju. Prva dolžnost človeštva je češčenje našega Gospoda, zato neprekinjeno molijo v imenu Cerkve in za cerkev s tistimi in za tiste, ki molijo z njimi in za one, ki ne morejo, ne znajo ali nočejo moliti. Za vse prosijo milost in dobrote, ter zadoščujejo za grehe človeštva, ter prosijo Božjega usmiljenja v imenu vsega človeštva in za vse človeštvo, predvsem pa v imenu slovenskega naroda in za naše ljudstvo. Češčenje svetega rešnega telesa ima poleg svete maše in branje brevirja središčno mesto. V Nazarjah neprekinjeno molijo po dnevi in po noči. Tudi češčenje Device Marije se odraža v vsakodnevni molitvi brevirja, molitvi rožnega venca in drugih molitvah njej v čast. Poleg molitve se posvečajo tudi študiju duhovnosti, branju, opravljajo gospodinjska in ročna dela, pečejo hostije. Najvišje življenjsko vodilo vsakega redovnega življenja pa je hoja za Kristusom, iz ljubezni do Boga in do bližnjega, kakor jo uči evangelij in redovniško pravilo. Poklicanost sester klaris jih obvezuje k evangelijskemu življenju v pokorščini, doslednemu uboštvu in čistosti, sesterski edinosti, samoti in klavzuri, ločeno od sveta. Njihov poklic je bogomiselen, kontemplativen, vzor jim je Kristus, ki moli na skrivnem. Posebne značilnosti bogomiselnega življenja sester klaris so evangeljski duh, duh molitve in pobožnosti, ki mu mora služiti vse drugo, gojenje liturgične in osebne molitve, vzvišeno božstvo, sesterska vzajemnost v edinosti in medsebojni ljubezni, preprostost, skromnost, majhnost, češčenje Evharistije in Božje Matere Marije, veselje v velikodušni, popolni in do konca zvesti podaritvi Kristusu in cerkvi v duhu služenja, skritosti, molku in spokornosti. Sveta Klara priporoča: vedno moli in bodi čuječa, kratek je naš napor, plačilo pa večno. Naj te ne zmede hrupnost sveta,
bežeča kot senca. Naj te ne zaslepijo prazne podobe goljufivega sveta, zatisni svoja ušesa, oziraj se nebesa, ki nas vabijo, vzemi svoj križ in hodi za Kristusom, ki hodi pred nami. Kajti po mnogih raznovrstnih stiskah bomo po njem stopili v njegovo slavo. Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod, tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov. Tebi, najvišjemu, edinemu pristoji in nihče ni vreden tebe imenovati. Hvaljen, moj Gospod, vsemi tvojimi stvarmi, posebno soncem, velikim bratom, ki razsvetljuje dneve in nas. Lepo je in velikem sijaju žari, tebe, najvišji, odseva. Hvaljen, moj Gospod, sestri luni in zvezdah, ustvaril si jih na nebu jasne, dragocene in lepe. Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru in zraku, oblačnem in jasnem, sploh v vsakem vremenu, s katerim ohranjaš svoje stvari. Hvaljen, moj Gospod, naši sestri vodi, mnogo koristi ponižna, dobra in čista. Hvaljen, moj Gospod, našem bratu ognju, v katerem nam noč razsvetljuješ, lep je in vesel in krepak in močan. Hvaljen, moj Gospod, naši sestri zemlji, ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji in prinaša različno sadje in pisane rože z zelenjem. Hvaljen, moj Gospod, v onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo in prenašajo slabost in trpljenje, blagor njim, ki ostanejo v miru, zakaj ti, najvišjih, boš kronal. Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti, ki nihče v življenju ne uide, gorje njim, ki umirajo v smrtnem grehu, a blagor njim, ki počivajo tvoji najsvetejši volji, zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega. Hvalite in poveličujte mojega Gospoda in zahvalite se mu in služite mu v veliki ponižnosti. Dragi prijatelji, zahvaljujem se vam za pozornost in ogled oddaje. Pišite nam še naprej na elektronski naslov pod@planet.si. Upam, da se boste v mislih v tej oddaji udejanili tudi v življenju za svojimi najbližjimi prijatelji, bolnimi, osamljenimi in ostarelimi. Želim vam vse dobro na vaših življenjskih poteh in kličem mir in vse dobro. Hvala Jezus in Marija. Z Bogom. Prijateljstvu odkrije milijone se stvari, srdiček človeka ponovno zaživi. Misli, srci se z lahkoto umiri, si hodimo po isti poti, hrepenimo po večnosti. Zato pospimo se v nebo, saj vsiške ceste nas vabijo, pospimo se v nebo. Frančišku in Klari nas kličajo, da tudi mi spoznali bi svobodo v ljubezni, da tudi mi spoznali bi smisel strpnosti. Pospimo se v nebo, saj vsiške ceste nas vabijo, pospimo se v nebo. Frančišku in Klari nas kličajo, da tudi mi spoznali bi svobodo v ljubezni, da tudi mi spoznali bi smisel strpnosti.